18. usporednik. Danes smo poklicali Petro Kos-Gnamuš, našo koroško zamejsko dopisnico. Petra, lep pozdrav. Ja, dober dan. Veš, kaj me najprej zanima, ali lahko govoriš slovensko? Lahko. Sem si kar že vdahnil. Pa pojdiva lepo po vrsti, saj vsi vemo, o čem govoriva, zdaj o tej nezaslišani policijski raciji na antifašističnem taboru, tam nad Železno kapljo, pa me zanima, zdaj, ko je šla avstrijska policija z vsemi topovi na nekaj mladih študentov, me zanima, ali preiskava bo bolj vljudnostne sorte ali kako gre zdaj naprej? Ja, torej preiskava je v polnem teku, javnost budno spremlja to preiskavo in si seveda želi čimprejšnjih rezultatov. Zdaj, edino uradno pojasnilo policije za zdaj je bilo, torej kako je bilo s to akcijo, da so policisti prišli na antifašistični tabor v muzeju Peršman nad Železno kapljo zaradi pritožb in anonimne prijave trdivjega kampiranja. No, v 4-urni raciji pa so se razmere zaostrile potem, ko so udeleženci zavrnili predložitev identifikacije, zaradi česar so potem poklicali te ukrepitve pse in policijski helikopter. Tako je bilo prijavljenih 62 upravnih prekrškov in 2 primera upora državni oblasti. Vendar pa seveda to še zdaleč, kot sem rekla, ne zadošča koroškim Slovencem, ki terjajo torej podrobna pojasnila v tej raciji, zakaj uporaba tolikšnih sredstev na spominsko tako občutljivem kraju. Tabor je potekal na zasebnem zemljišču s privoljenjem lastnika in pravzaprav samo 2 šotora naj bi bila izven tega ozemlja, če zdaj se ozremo na to, kaj policija uradno sporoča. Neuradno se glede na pričevanja udeležencev, kaj bi torej lahko bilo v ozadju tako nesorazmerne policijske akcije, pojavlja več razlag. Med njimi, da naj bi policija pač želela prekiniti ta antifašistični tabor in da naj bi jo nesodelovanje udeležencev nekoliko presenetilo, situacija pa naj bi potem šla izpod nadzora. No, po drugih neuradnih informacijah pa naj bi policija prišla z določenim namenom. V preiskavi, ki poteka v okviru komisije notranjega ministrstva, bodo namreč morali pojasniti, kaj so pri Peršmanu delali pripadniki Kobre, policisti Zveznega urada za državno varnost in boj proti ekstremizmu, potem Zveznega urada za priseljevanje in azil ter okrajne glavarstva Velikovec in ne nazadnje policijski psi, ki po navadi iščejo prepovedane substance, kaj oziroma koga naj bi torej iskali pri Peršmanu. No, v komisiji notranjega ministrstva so poleg strokovnjakov z področja znanosti, potem pravosodja in spominske kulture tudi predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja Bernard Sadovnik, je tudi potomec Peršmanovih, potem predstavnik Peršmanovega muzeja in Zveze koroških partizanov, torej organizatorjev tabora. Komisija bo odgovore na to, kaj se je torej v resnici dogajalo, podala konec septembra. Program tabora je bil objavljen na spletni strani, potekal je že lani, prišli so policisti in odšli. Študenti so se seznanjali zgodovino s predavanji o demokraciji, o odporniškem gibanju koroških Slovencev v sodobni zgodovini in Peršmanov muzej je edini spominski muzej odpora koroških Slovencev in njihova občutljiva točka. Šele danes odprto govorijo o pregonu koroških Slovencev med 2. svetovno vojno, o njihovih travmah, povojnem zatiranju, potem tudi partizanskem odporniškem gibanju, ki je bil na avstrijskem Koroškem dolgo zamolčan. Pa edini, Tako, edini in pri klubu slovenskih študentk in študentov na Dunaju zato tudi opozarjajo, da angažiranost mladih proti fašizmu ne bi smela biti kriminalizirana. Peršmanov muzej pa so postavili v spomina 11 članov 2 slovenskih družin, ki so jih tik pred koncem 2. svetovne vojne pobili nacisti. Med žrtvami je bilo 9 otrok in zato je tudi ta prostor, kot sem rekla, občutljiva točka, ker je bilo v bistvu med žrtvami 9 otrok in ob 80-letnici konca 2. svetovne vojne si torej koroški Slovenci kaj takega, kar se je zgodilo s to racijo, niso mogli pravzaprav predstavljati.
Ja, Petra, zdaj preden greva na tisti drugi razvpiti primer v zvezi s slovenščino, rabo slovenščine na nogometnih igriščih, mi samo čisto na kratko povej, ker ti spremljaš te zadeve zdaj s to preiskavo, mislijo resno ali nekakšen občutek osebno imaš? Ja, bo ali ne bo? Jaz mislim, da nekaj bo moralo biti. No, jaz mislim, da bodo koroški Slovenci ustrajali do konca, da dobijo določene odgovore. Videli smo, bili so protesti na Dunaju, bili so protesti v Celovcu, Lincu in tudi, če bi imel kdo nek namen, kakorkoli to pomesti pod preprogo, mislim, da jim to ne bo uspelo in da bodo terali ne le pojasnila, ampak tudi politično odgovornost. Dobro, zdaj greva še na nogometno igrišče, ne tam na igrišče Celovškega Saka. Tam je nedavno bila tako rekoč prepovedana raba slovenščine med nogometno tekmo Slovencev. Ne? Me zanima, je tam že kaj epiloga? Ja, no, epilog tega incidenta na nogometni tekmi med Slovenskim atletskim klubom in Atos Borovlje je bil pravzaprav ta, da se je Zveza koroških sodnikov za dogodek opravičila in zoper sodnika sprožila disciplinski postopek, rumeni karton, kljub pritožbam Saka ni bil umaknjen, pojasnili, da ni bil dvignjen zaradi slovenščine, ampak zaradi nešportnega vedenja, zaradi česar so se pri Saku pritožili pri UEFA. Sama sem si večkrat ogledala te posnetke, te tekme, ravno ta del, ko je bil dvignjen ta rumeni karton in videla sem tega trenerja, ki je šel proti kameri in govoril v kamero, a ne smemo govoriti slovensko, a ne, tako da so se zelo razburili. Še enkrat so tudi povedali, da se igralci in trenerji smejo pogovarjati v maternem jeziku. Ampak takih dogodkov, ko so koroški Slovenci tarča kritik, da uporabljajo slovenščino, je pravzaprav ne le v športu, ampak tudi na vseh drugih področjih v njihovem vsakdanjem življenju še vedno veliko. Ta je bil samo vsem na očeh in bolj zato razvpitne. Ja, in predvsem pa zato, ker se je dejansko zgodil pravzaprav nekaj dni potem po tej raciji pri Peršmanu. Vse bilo v istem loncu. Zdaj, opozorila si me na eno zanimivost, ne, v zvezi z Rudijem Volkom, znanim odvetnikom, ki namerava, oziroma je že tudi pravni zagovornik udeležencev tistega prej omenjenega antifašističnega tabora pri Peršmanu, ne. Ravno hec, ne, da so v teh dneh pa ravno v rojstni vasi Rudija Volka, Dobrli vasi, začeli nameščati dvojezične napise, ali kako si rekla? Ja, torej jaz sem vprašala Rudija Volka, če je to naključje, a ne, da je ravno zdaj, pa je rekel, da to je naključje, da nima povezave s Peršmanom. Verjetno ima bolj povezavo s tem, da so to naredili bolj potiho, torej med dopusti v avgustu, čeprav so si koroški Slovenci v bistvu želeli, da bi to obeležili z eno krajšo slovesnostjo, saj si je tamkajšnja frakcija Tim Kramer zato prizadevala več kot 10 let. In postavili so 5 dodatnih dvojezičnih krevnih napisov za kraje Kokje, Belovče, potem Homec, Podgora in Pudap. In ja, zadovoljni so in seveda upajo, da bo to nek zgled tudi za ostale občine. Ampak Rudi Volk pravi, da bi ravno o primeru Peršman morali določene zadeve pospešiti še bolj pravico do uporabe slovenščine kot uradnega jezika, namreč Železna Kapla, kjer torej stoji Peršmanova domačija, je dvojezična občina z dvojezičnim šolstvom, sedežem dvojezičnega sodišča, pa kljub temu so vsi postopki v okviru racije potekali v nemščini, čeprav so udeleženci imeli pravico do postopka v slovenščini in tudi nadaljnji postopki zdaj potekajo v nemščini. Tako da on v pismu je zdaj poslal vsem oblastem na zvezni in deželni ravni, da naj pride čim prej do reforme dvojezičnega sodstva, razširitve dvojezičnih sodišč na Velikove, Celovec in Beljak. Sicer bo primer, kot pravi, dobil širše razsežnosti in bi lahko bil obravnavan tudi pred avstrijskim ustavnim sodiščem in tudi evropskimi
sodišči. Ja, no, veš, kaj bi lahko povedala tistim poznavalcem ali vsaj površnim spremljevalcem dogodkov na avstrijskem Koroškem v zvezi z Rudijem Volkom. Ne bo smel več nalašč prehitro voziti, veš, zdaj, ko so postavljene dvojezične table tam v Dobrni vasi. Ja, mislim, da ima on veliko dela. Namreč ravno njegova občina Dobrna vas je en tak zanimiv primer. Namreč samo v 3 krajih znotraj dvojezične občine smejo ljudje uradno govoriti, torej uporabljati slovenščino kot uradni jezik, čeprav je občina dvojezična. Vprašala sem ga, zakaj je tako, pravi, da nihče ne ve, da je to bil pač en kompromis leta 2011, ko so delali ta kompromis v dvojezičnih napisih. Torej, recimo kraj Mokrje znotraj te občine, to je en kraj sredi polja s 5 hišami, tam smejo ljudje uradno uporabljati slovenščino kot uradni jezik. 20 metrov naprej je kraj Pudap, spet v polju 5 hiš, tam zdaj ne smejo uporabljati slovenščine kot uradnega jezika. In to vse v občini, znotraj občine, ki je dvojezična. Tako da bomo videli, kako bo s temi vožnjami. No, zdaj, če pustiva ob stran malo te nedavne dogodke, pri denarju se vse neha, pravimo, ne? Tako, zdaj se zmanjšujejo finančna sredstva za manjšino. Koliko sploh je teh sredstev, če poveš na kratko, čemu se bodo morali manjšinci odpovedati in podobno? Torej, tu ne gre sicer za tisto stalno podporo, ki so je deležni, gre pa za sredstva iz naslova interkulturnih projektov in drugih subvencij. In ta sredstva so kar velika. Ta sredstva so dobivale vse manjšine v Avstriji, ampak največji delež, torej več kot tretjino, pa koroški Slovenci. Zdaj so sprejeli, ker Avstrija mora varčevati in so v okviru tega proračuna za letos in prihodnje leto sprejeli. Ta ukrep gre za skupno 790 000 evrov in zdaj se že nekako govori, da naj bi zmanjšali sredstva tudi v letu 2027 in sicer za 500 000 evrov. To bo pa predvsem problem zaradi tega, ker bo to prizadelo predvsem mlade, saj so bila ta sredstva namenjena digitalnim projektom kot nek dodatek, kot je recimo digitalni projekt Slovenščino živeti in doživeti za spodbujanje uporabe slovenščine med mladi in družinah na spletu. So pa to čisto avstrijska sredstva, nič evropska? Tako, to so avstrijska sredstva iz avstrijskega proračuna in zdaj v jeseni bodo poskušali koroški Slovenci doseči, da bi nekje iz nekih drugih kanalov prišlo to nazaj, ampak ja, bomo videli. Verjamem, da vse tam to prizadeva, vse okupira, ampak kaj pa sploh počnejo recimo koroški Slovenci v tehle z konca avgusta v teh dneh, kaj ponujajo za turiste, ali so tudi sami kaj turisti? Ja, v dvojezičnem Pliberku se ravno v teh dneh pripravljajo na največji družabni dogodek Južne Podjune v letu, to je Pliberški sejem oziroma Jormak, ki ga tradicionalno oblikuje tudi Slovensko prosvetno društvo edinosti iz Pliberka. Prične se prihodnji petek, 29. avgusta in mnogi si zato vzamejo dopust. Potekal bo 632. po vrsti, tako da mislim, da ne bo šlo kaj narobe glede na izkušnje. Pa bodo lahko govorili slovensko tam? Ja, mislim, da v Pliberku nimajo teh težav, ampak veliko Slovencev tudi pride iz Slovenije, več kot tretjina postavljenih bo 300 razstavljavcev bo razstavljalo. No, za tiste pa, ki pa gredo na Pliberški Jormak, pa mogoče kak zanimiv okoliški kraj, morda Globasnica z goro Svete Eme ali pa muzej z izkopaninami. Tam je na ogled tudi grad Elberstein, ki ga je koroški Slovenec, umetnik Johan Elbe v več kot 40 letih zgradil popolnoma sam z lastnimi rokami. Sem videl, Petra, da si obiskala Rozali in Izvir tisto. Si kaj zdrava, zdaj bolj? Ja. Da bi bil zdravilen. Najlepša hvala, Petra Kos-Gnamuš, da si bila tokrat z nami. Zdaj, šola bo pa tudi kmalu, zato je treba izkoristiti teh nekaj dni, pa upam, da bo tudi v slovenščini potekala šola. No? Ja, dobro, hvala. Živjo. Lepo zdrav.